reforme, ki so zdaj predlagane, ki zahtevajo trikratnine, pa pravzaprav tega temeljnega reformnega namena iz zgodovine nimajo, pač pa je njihov cilj pravzaprav bolj reševanje aktualne oblasti, kajti ta aktualna oblast očitno ne verjame niti ne v lastne sposobnosti in pravzaprav vlada z njihovo hipokrizijo. Namreč govoriti o tem, da ni denarja za pokojnine, govoriti o tem, kaj bo počela mlada generacija, hkrati se pa dnevno zadolžiti za 5 milijonov pa pol, to so seveda vprašanja, ki so nasprotna s pojasnili, ki jih daje aktualna oblast. Torej gotovo, da tle gre za polno takih dvoličnih, včasih žal celo neresničnih izjav, katerih torej človek ima vtis, da ukrepi, ki so predlagani, proti katerem moramo glasovati, imajo dva namena. Prvi namen, ki ga na eni strani zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zakon o preprečevanju delanja zaposlovanja črno, če vzamemo skupaj imenovati za te dva zakona, je to seveda to, da hočejo uničiti srednji razred. Mi se tega ne zavedamo, torej poznamo neko pavšalno oceno, da v Slovenijo pravzaprav obvladuje 1000 družin. No, jaz mislim, da je teh ni več niti 1000, da jih je že bistveno manj, ampak očitno so zdaj skušali s to zakonodajo, tako zakonom o preprečevanju delanja zaposlovanja črno, kot z invalidskim zakonom, kot s pokojninskim zakonom te stvari še poslabšati, predvsem pa jih uzakoniti. Če dovolite, bi se dotaknil še vseh treh predlogov. Prvič, zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Če podam samo svoj primer, ker je najlažji. Prvič, gotovo je, da v 27 letih, namesto sedanjih 15, bo povprečje moje plače bistveno nižje, kot bi bilo za 15 let. To se pravi, da če bomo glasovali za, bomo glasovali za nižje penzije. Meni osebno seveda popolnoma nič ne moti, če bi delal do 70 leta, če bom zdrav, ker je to za moj poklic običajno, ampak glede na to, da so z delovske družine, pa noben mojih staršev tega ne bi zdržal, ker so tako iztrošili. Spominjam se pogovora pred leti z direktorjem Gorenja, ki je rekel, da pred njih delovke po 40 letu ne more več delati, ker so uničene. Torej, potem pa pogledajte, na eni strani pravijo, da če bi delali zdaj, bi dobili še 20% pokojnine. Torej, če ni denarja, zakaj potem nekomu še 20% ima? To se pravi, da gre za, oprostite, krajo denarja za sloje, ki pač imamo to srečo v življenju, da lahko, ker pač delamo bolj intelektualno in če nas zdravje služi, bi še tle dodatno služili delavci, pa bi še tle dodatno nastradali. Kajti to, da gre za vsako leto 3,6% nižja pokojnina, to je seveda ogromna vsota. Potem seveda, če se dotaknem, torej ta zakon je v sami osnovi neresen in me spominja predvsem na to, da nekdo toži, da nima hrane, da bo lahko te umrl, hkrati ima pa njivi pridelke, ki jih ne pobere. In pri nas, kot vemo, se ne pobere niti, da je obveznosti za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vemo, da se ne računa to, da bi se zaposlovanje povečalo in hkrati pravzaprav tistim, ki bi ustvarili največjo dodano vrednost, niti ne dobijo dela. Glede zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno bi povedal to, da Slovenci smo v zgodovini živeli predvsem na račun medsebojne solidarnosti. Če tega ne bi bilo, bi Slovenci v zgodovini kot ljudje verjetno propadli. Prav stojine se hodijo čuditi v Sloveniji in sicer v tem smislu, kako je pravzaprav naša vas obstala, kako naša vas še vedno živi in deluje lahko predvsem zaradi medsebojne solidarnosti, ki seveda ne seže samo v pomoči pri grabljenju sena ali pa podobnega, ampak od vseh poljskih del pravzaprav do njihovega skladiščenja. Torej, prav ta medsosedska pomoč, to je, če hočete, bistvo slovenske eksistence. In kdo ima to potrebo, da to bistvo slovenskega obstoja, razvoja in, če hoče, tudi naše prihodnosti ruši. Človek se tukaj sprašuje, kje je nacionalna odgovornost. In če se dotaknem še zakona o spremembah
o varstvu dokumentarnega gradiva ter arhivih, moram povedati to, da seveda tle gre za neko veliko manipulacijo, kajti v bistvu sploh ne gre za arhive. Pri nas obstaja arhivska zakonodaja, ki je evropsko primerljiva, kjer je določene stvari celo preveč stroge, zlasti glede varstva osebnih podatkov, ampak to je tragedija vseh bivših komunističnih držav. Pri nas pravzaprav glede tega zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva gre za varovanje naslednice nekdanje UDBE. In tle je pa zadeva zelo tragična. Prvič, kot vemo, Slovenija ni bila sposobna obsoditi vseh 3 totalitarizmov, ampak je obsodila samo 2, ne pa 3. In se sprašujem, kaj bi rekla javnost, tudi ta, ki ta zakon zagovarja, če bi rekli, da arhivi iz časa fašizma in nacizma ne smejo biti dostopni zaradi zaščite ne vem koga. Tle gre za isti pojav. S to zakonodajo mi samo ščitimo dejavnost nekdanje UDBE oziroma njene naslednice, ki znova želi postati državo v državi. Kdor bo seveda glasoval za ta zakon, bo seveda glasoval proti pravni državi, bo glasoval proti evropski naravnanosti Slovenije, bo pravzaprav glasoval za dediščino totalitarizma. Namreč zavedati se moramo, da med totalitarizmom in demokracijo ni in ne more biti kontinuitete. In to je seveda ključno vprašanje te zakonodaje. Torej, sklicevati se o tem na zaščito nacionalnih interesov, na zaščito integritete posameznikov, to so seveda stvari, ki samo vsebinsko zvezo zakona, ki nimajo zveze samo vsebino zakona. Namreč zavedati se moramo, da je to gradivo po obstoječem zakonu dostopno, da so ga nekateri kolegi že prebrali, da so ga pregledali. In pogledajte, niti tisti, torej veljaša star zakon, tudi po starem zakonu, tega gradiva ne dajo. Gre za svojevrstno samovoljo oblasti, zlasti ministrice za kulture, ki pravzaprav preko arhivov ponovno uvaja totalitarizem oziroma ščiti totalitaristične organe iz komunističnega obdobja Jugoslavije. Tako da pri tem zakonu pravim, bi rekel, ali smo za Evropo, ali smo proti Evropi. To je ključno vprašanje, ne pa vprašanje arhivov.